oljčno olje redno tudi na vašem meniju? Dober dan, voščim Vanja Terkman in lepo pozdravljeni v današnjih korakih do uspeha, ki jih podpira podjetje Spintek in častni pokrovitelj oddaje, direktor in solastnik Goran Miškolin. No, na uvodno vprašanje bosta zagotovo pritrdila današnja gosta. Z nami sta Vlado Uršič in Ernest Kante iz Goriškega oljkarskega društva. Pozdravljena. Pozdravljena. Ja, zagotovo ste seznanjeni s podatkom, da v povprečju Slovenec na leto porabi zgolj 1,3 litra oljčnega olja. Pri nas doma vem, da ni tako, da porabimo bistveno večje količine, ampak v povprečju, kot kaže, je ta podatek. Kako je pri vaju? Ja, pri meni je ta podatek sigurno drugi, ker drugega olja kot oljčnega olja ne uporabljamo doma. Niti za cvrtje? Ne, niti za cvrtje, ker ni potrebno, ker oljčno olje ima višjo temperaturo za cvrtje kot vsako drugo olje. Tako da je celo priporočljivo, da se ga to uporablja, se ne smodi. Tako da je pa to razkošje pri teh cenah olja verjetno, zato ker ga sam proizvajam. No, cenah olja bomo... Je pa tudi ta podatek simboličen za Slovenijo, ki pomeni, koliko se deli Slovenija na mediteransko področje in na celinsko področje. Običaj uživanja oljčnega olja je na Primorskem neprimerljivo večji kot je na Štajerskem ali pa na Gorenjskem. Tako da mi se pri tej porabi primerjamo z Grčijo, Italijo, tam, ker imamo okrog 20 litrov na prebivalca. Ne? Na Primorskem. Na Primorskem, ja. In tako da je problem tudi v tam, kjer del Slovenije primerjamo. Ernest Kante, bi kaj dodali? Koliko olja porabite doma? Oljčnega? Pri nas je enako, praktično vse se dela, bi rekel, od jajc naprej, vse na oljčnem olju, saj hrana s tem je tudi bistveno boljša. Sam lahko povem to iz zdravstvenih stvari, odkar se ukvarjam z oljkarstvom in tudi jemo doma oljčno olje, pa zraven tega sem še degustator, tam se zaužije precej tega olja, sem praktično izgubil alergijo. Ampak en komentar tega, da 1,3 litra recimo v povprečju porabi Slovenec, to, kar je gospod Uršič povedal. To drži, ja, v bistvu poraba na Primorskem bistveno večja kot po ostalem delu Slovenije. Na drugem koncu se pa tudi počasi tudi tam viša, spoznava se zdravstveni učinki, dejansko kvaliteta olja. Tudi kvaliteta olja se v zadnjih časih začela spreminjati in se gleda na boljša olja kot včasih. Bi bilo zanimivo, če smo bolj na Primorskem zdravi prav na ta račun, ampak to je že tema za drugo oddajo. Na kratko bi vaju predstavila še, oziroma če se kar sama na kratko predstavita, morda z mislijo, zakaj prav oljke oziroma zakaj pridelava oljčnega olja. Vlado? Poglejte, to je pomembno vprašanje, zaradi tega, ker je eno zelo pomembno drevo, katerega gojitev je bila prekinjena, nimamo tradicije. 28. ali 29. leta prejšnjega stoletja je bila močna pozeba, ki je pobrala vse oljke na severnem Primorskem. Poleg tega so bile pa tudi druge ekonomski razlogi za to, da se je šlo gojiti recimo sviloprejko. So se oljke ven vrgle, sviloprejka se bo predelovala in tako naprej. Skratka se je prekinila tradicija pridelave oljčnega olja. No in potem se je to zopet obnovilo dokaj kasno, se pravi to okrog 60. leta in se je začelo praktično vse na novo. Torej ste tudi sami začeli na novo? Vse na novo, seveda glede tradicije govorim tega, da ni bilo prenosa znanja iz starejših na mlajše, ampak je bilo potrebno začeti vse na novo. Začenši z izbiro sorte, kaj saditi, vemo, da smo mi najbolj severno področje primerno za predelavo oljk, tako da moramo gojiti tiste oljke, ki uspevajo tudi v pogojih zmrzali, mrzlih zim, čeprav se to seveda zdaj spreminja. Tako da je bilo potrebno mnogo znanja na novo pridobiti, zato da se je ta oljka
začela ponovno sedeti v našem okolju. Pomemben razlog temu pa je tudi to, da se je pričelo opuščati sadovnjake in vinograde, ki so po bistvu zelo zahtevni za svojo predelavo in za svojo obdelavo. Mlade generacije pač se ne ukvarjajo rade toliko s tem problemom in mogoče bo to malo že izrabljena primerjava, ampak če primerjamo recimo vzgojo oljke ali pa enega vinograda, je to odnos kot imamo recimo trta je kot ljubica, ki te rabi zmeraj, da pride zdraven, oziroma može biti zdraven kot rabi. Zahtevna ljubica, medtem ko je oljka kot mama, ki je zmeraj vesela, kada si zraven. Super. Na kratko še, gospod Kante, kaj je vas zvabilo v te vode, če tako rečem? No, jaz z oljkarstvom sem se začel ukvarjati 2011. Takrat v bistvu je bilo, da moj tast je imel vinograd, katerega je podedoval po svojem tastu praktično in on ni dobil 3 leta plačila za prodano grozdje v Vipavsko zadrugo in nameraval v bistvu je to očistiti ven, da bo s tem zaključil. Takrat sem pač dobil idejo, da mi ostane za hišo še zmeraj kmetijsko zemljišče, ne pozidano, in sem pač rekel, če mi dajo vse meni v obdelavo, bi jaz zamenjal panogo in bi šel v oljkarstvo, zato ker oljka mi je bila zmeraj pri srcu. No, za Goriškim oljkarskim društvom je eden najpomembnejših, pravzaprav edini festival in sicer festival oljčnega olja v Šempasu, ki je letos postregel z novostjo, prestižno podelitvijo nagrad tekmovanja International Olive Oil Competition Oljka Šempas. Ernest Kante, nam boste vi malce več povedali o samem tem tekmovanju, o tej novosti in tudi gre za pomembno nadgradnjo že tako tradicionalnega festivala. Kaj si obetate v prihodnje? V bistvu festival je že praktično 20 let. Začel se je kot festival vina, kasneje se je pridružilo še olje. V zadnjih 2 letih je pa na pobudo občine, da je izredno polno festivalov vin, če bi spremenili in dali olja in vina. Tako da smo lani prvič zamenjali ime festivalu. Se pravi, ni drugih festivalov na goriškem območju, če vas prav razumem. Ta je festivalov edini. Ostajajo pa še naprej vinari tudi vpeti v ta dogodek. Vsekakor, brez njih olja in vino je to stvar, ki se zelo dobro prepleta. No, kaj pa letos vzorci so izpolnili vaša pričakovanja, glede na to, da ste bili v vlogi tudi ocenjevalca? Ja, letos smo, moram povedati tudi to, letos smo uvedli novo stvar, na pobudo že več let praktično pridelovalcev, katerih iz različnih koncev Slovenije dajo k nam na tekmovanja, po enotenju, po nekaj drugem smislu, ki prej se je klicalo Oljka Šempas. Tako da letos smo naredili IOC Evo Slovenija, novo ime, s katerim smo hoteli združiti vse slovenske oljkarje. Ne si bo Istro, Brda oziroma. In s tem mislim, da nam je tudi precej uspelo, saj smo dobili celo vzorce iz Notranjske in Dolenjske. Verjetno imajo nekateri ob svojih vikendih ob obali oljčnike in so dali na to tekmovanje, ki prej niso bili. Drugega razloga ni, ne rasejo oljke drugot po Sloveniji, kot samo na Primorskem. No, morda samo še, kako pomemben je ta festival, nekaj ste omenili, pa vendarle ga nameravate v bodoče še kaj razvijati. Letos je dobil tudi to mednarodno noto, torej. Točno tako, ja. Mi smo ob meji, zaradi tega v bistvu tudi Istra je zelo blizu, Hrvati onkraj Istre so zelo blizu, tukaj imamo Furlanijo, ki je spet del našega okolice in zaradi tega, ker smo pač na meji, smo šli in zaokrožili in naredili internacionalno tekmovanje. Odlično. No, Vlado Uršič, vaš pogled, kako pomembna so ta tekmovanja? Tekmovanja so zelo pomembna, ne toliko iz vidika, da se vidi, kdo je zmagal in tako naprej, ker
Poglejte, mi smo odprti. Letos so zmagali iz Piranu so zmagali. Zelo visoko so bili uvrščeni tudi Italijani in tako naprej. Skratka, to je izredno anonimno tekmovanje, ne, ker dejansko komisija ocenjuje olje, ne pa kdo je proizvajalec. Pomembne so pa zaradi tega, da si izmenjamo izkušnje pri tem, kaj je kvalitetno oljčno olje. Letos recimo je bilo na samem festivalu na razpolago, mislim, 105 vzorcev oljčnega olja, ki ga je lahko vsak obiskovalec poskusil, da je ugotovil, kakšne kvalitete je oziroma kakšno olje mora biti, da je to kvalitetno oljčno olje. S festivali ne spodbujamo samo nekega tekmovanja, ampak rast v kvaliteti. Bistveno za nas je rast v kvaliteti, zato tudi vsi, ki dajo olje na ocenjevanje, dobijo povratno informacijo o tem, kaj je s tistim oljem oziroma kaj komisija, ki je ocenjevala to olje, o tem olju meni. Namreč, zelo pomembno je za kvaliteto oljčnega olja, kako se ga obira, kdaj se ga obira, kako se ga obira, kje se ga stisne in potem kako se ga hrani. Letos smo prvič odkar obstojajo te tekmovanja, nagradili tudi oljarja, se pravi tistega, ki je stisnil največ olj, ki so dobili nagrado. No, lahko samo popravim, je bil že lani prvič. Letos je bil drugo nagrajen tudi oljar. Boste s tem nadaljevali, skratka. No, s tem nekako dvigujete tudi prepoznavnost oziroma glede na to, da obiskovalci lahko degustirajo, kušajo in spoznavajo, kaj pravzaprav je dobro oljčno olje, primerjajo, dvigujete neko zavest oziroma poznavanje samega oljčnega olja? Ja, praktično to pri samem tekmovanju je tako, da vsak proizvajalec, ena je nekako marketinška poteza samo dejansko nastopanje na tekmovanju, drugo je pa samo tekmovanje smo mi zgradili iz vidika, da lahko vsaki da na tekmovanje, s tem vidi, kam se vrsti in na kakšnem nivoju, na kakšni stopnički stoji. Ne? Saj samo, kadar vemo v bistvu, kje smo pozicionirani, lahko vemo, kako polje lahko rastemo. Če ne mislimo, da smo pač mi najboljši in domače, sicer vsi rečejo domače najboljše, kar ne drži. Slovensko oljčno olje prodamo večinoma v Sloveniji. To kažejo podatki, vendar pa je stopnja samooskrbe z oljčnim oljem majhna od 10 do 20%. Povpraševanje in poraba oljčnega olja pa se povečujeta, tako da uvoz nekako narašča. Zakaj je po vaših ocenah tako? Je cena odločilen faktor, recimo, da se ne bolj poslužujemo še več, v večji meri domačega oljčnega olja, ali ga preprosto ni dovolj? V bistvu Slovenija je res v manjšem deležu že po površini. Same Slovenije zasejena se z oljko, tako da v bistvu oljk nikoli ne moramo biti mi samo skrbni z oljčnim oljem, zaradi tega pride tudi do uvoza. Druga stvar je pa dejansko cena. Ne? Vsi si določenih artiklov ne moramo privoščiti glede na svoje finančno stanje, ne? In potem pač tudi zberemo. Se pravi, se poslužujemo domačega oljčnega olja, Vlado Uršič? Ja, se poslužujemo, vendar je treba vedeti, da pri nas se gre za butično proizvodnjo v primerjavi z drugimi proizvajalci. Pri nas je izredno velik poudarek samo na kvaliteti oljčnega olja, ne na kvantiteti. In zaradi tega je tudi cena tako visoka in zaradi tega tudi se dosegajo zelo dobri rezultati na mednarodnih tekmovanjih, kjer so naša olja zelo visoko cenjena, je pa res, da jih je malo. Ne? Če rečemo, da imamo podoben primer z vini, ne? Ker imamo tudi izredno kvalitetna vina, vendar jih ni dovolj, ker če kdo naroči par cistern vina, jih ni. Ne? In tako da, tako kot je Ernest rekel, mi samo skrbni z oljčnim oljem nikoli ne bomo.
ne. Tu sem izbrskala tudi podatek, da je zaenkrat skupna površina oljčnikov v Sloveniji 0,3% vseh kmetijskih zemljišč. Seveda večina oljčnikov je v slovenski Istri, okrog 96%, ostalo predstavlja ta naša Goriška brda, torej Vipavska dolina. Nekaj malega tudi Kras sem zasledila. Se pravi, če bi lahko iz tega izhajali ven, imamo vendarle še potencial. Ja, v bistvu podatek naj bi bil ta, da okrog 90% naj bila Istra, 5% Goriška, 5% Brda. Ne. Na Koperskem so precej površine že zasedene z oljčniki in nimajo velike možnosti širitve, na Vipavskem je pa to še precej odprto. To so stari vinogradi, kamor so bili opuščeni, se zdaj mlajši praktično odločajo za posaditev. No, Vlado Uršič, prav pred oddajo sva govorila na to temo, da je pravzaprav oljka in tudi prejle ste dali eno zanimivo tako slikovito primerjavo, kaj ne, da je vinograd kot ljubica, zahtevna ljubica, medtem ko oljka kot mama. Torej, je tukaj še velik potencial prav pri teh opuščenih kmetijskih zemljiščih? Mi že več let ocenjujemo, da je tu velik potencial. Če pogledate okrog nas, je ogromno akacije rase, robidov je, in to na zemljiščih, kjer so bili poprej vinogradi, oljčni, sadovnjaki in tako naprej. Ogromen potencial je v primerjavi z Brdi, kjer imajo praktično že vse zasajeno, kar imajo lahko, ker nekaj gozda tudi mora biti, to po pravilih stroke mora biti nekaj gozda. Medtem ko je pri nas odprtih še precej parcel, da se ta dejavnost še razširi. Pa so primerne vse lege? Mislim, da še pri temu neprimerne lege so v glavnem osončene lege, pa da so na osojne lege. In problem v tem, ki ga ocenjujemo že več let, je, da pri nas nimamo kmetijske politike, ki bi se zavzemala za to, da bi spodbujala določeno dejavnost. Recimo, če gremo pogledati prav oljkarstvo, nimamo nobenega stimulansa za to, da bi se to oljkarstvo spodbudilo. Če se primerjamo s Hrvaško, smo mi to ogromno, sploh se ne moramo primerjati z njimi, ker jim država nudi brezplačne sadike, kar je zelo pomembno, ker država določi, to boste sadili, ne tisto, kar se bo sam zmislil. Drugič jim da pomoč, finančno pomoč pri urejanju zemljišča in tako naprej. Skratka, država zelo skrbi in mi vidimo v Istri, pa v Dalmaciji tudi kot turisti, če se ogledate, ogromno novih oljčnikov in to izredno kvalitetnih. Tako da hočem reči, da manjka tudi usmerjevalna politika strani države, ali pa občine. Tako da tu zelo pogrešamo in eno društvo je pač namenjeno za druge stvari, ne pa za usmerjanje kmetijske politike in sprejemanje ukrepov za razne subvencije. Ernest Kante, kje pa so dejansko težave? Gre za to, da je sedaj, po sedanjih ocenah, zares toliko malo pridelave oljčnega olja oziroma gojenja oljk, da ne pridete v poštev recimo pri različnih subvencijah? Tukaj že več let opozarjamo, da v bistvu nimamo prave, kot je Uršič povedal, prave politike. Jaz mislim, da na oljko premalo gnojimo. Imamo tudi zelo okrnjen izbor fitofarmacevtskih sredstev. Medtem ko v drugih državah ni prav tako, kaj ne? Ne, v drugih državah je drugače. Jaz sam tudi sem se obrnil na Italijo in s sinom hodeval dol na učenje za prikaz rezi oziroma za kako rezati oljke. Mislim, da smo oljke rezali za proizvodno lesa, ne pa ploda. Tu mislim, da so bile precej napake. Se dober izdelek trži sam, kako lahko na tem področju ustvariš zanimivo zgodbo. Vemo, da v zadnjih letih se vse plete okrog prepoznavnosti oziroma okrog spletanja zgodb. Ernest Kante, kaj pravite vi? Ja, jaz sem se prva stvar poslovna priložnost. Prva stvar, kar je, moramo imeti kvaliteto. Če mi smo na področju, kamor nimamo velikih količin, zaradi tega se moramo usmerjati na kvaliteto, s kvaliteto lahko tržimo tudi višjo ceno. Sam sem se pred leti začel udeleževati raznih tekmovanj po celem svetu,
in to gradim in uspevam dobiti prepoznavnost od zunaj. Pa je za ta tekmovanja potrebna tudi udeležba, osebna predstavitev, nek vložek, bom rekla, ali prispevate oziroma pošljete vzorce? Prvo se moraš prijaviti, vsa tekmovanja so precej draga, ne, ni tu poceni. Vzorce moraš poslati, vsekakor ni treba biti prav na podelitvi, vse je predvsej preko spleta, je pa boljše, če je možnost se udeležiti, saj te slike direktno na podelitvi so eksplozija. Torej, to je nekako način, da postaneš prepoznaven. Kako pa je Slovenija na teh tekmovanjih prepoznavna, če govorimo pravzaprav o Primorski? No, če govorim komplet od slovenskih proizvajalcev, je kar precej teh, ki dajo na tekmovanja v tujino in vsi ti, ki dajo, vejo, da imajo dobro olje in so tudi Slovenija izredno uspešna na teh mednarodnih tekmovanjih. No, kaj pa je pravzaprav dobro oljčno olje? V trgovinah vidimo veliko razliko med olji, ki so recimo označena kot ekstra deviška, potem so deviška olivna olja. Kako pomembna je ta razlika, Vlado Uršič? Razlika je izredno pomembna. Največkrat jo opazimo šele pri ceni. Ne? Zdaj, a je cena pravi odraz te razlike, to je spet drugo vprašanje. Vendar specifično za oljčna olja velja to, da pravo razliko se ugotovi šele s kemično analizo. Tako da z okušanjem na jezik ne bomo daleč prišli. Predvsem je treba vedeti, da je žal oljčno olje tudi predmet velikih ponarejanj. Italijanska mafija je ogromno zaslužila na ta račun, da je ponarejala oljčno olje in ga prodajala kot ekstra deviško oljčno olje, kar se je ugotovilo šele s kemično analizo, da ni res ta pravo. Na policah je to vse kvalitetno. Razlika v sami učinkovini ali če rečemo blagodejnem oziroma v zdravilnem ali pa morda pač tem nasplošno dobrem učinku na telo je pa velika. Absolutno ne, absolutno. Vse to govorimo o nenasičenih maščobah, in tega z okusom ne moreš ugotoviti, ampak je to samo kemična analiza tista. Ampak bi omenil še nekaj glede same poslovne priložnosti, ko že danes govorimo o tem. Mi kot oljkarstvo sigurno imamo tu veliko poslovno priložnost, samo je treba definirati, kako do nje priti. Namreč, če rečemo, da je to zanimiv posel, ne moram jaz usaditi oljke, potem jih obdelovati, potem predelati, stisniti, v flašo dati, etiketo gor in poleti na trg z njo. To ni nič. To ne bo nobena poslovna priložnost, ampak poslovna priložnost bi lahko nastala iz tega, da bi organizirali to proizvodnjo in sicer do te faze, recimo, da jaz oddam oljke, jih oddam, da se pod skupno blagovno znamko prodajajo naprej, stisnijo na enem mestu. Mi imamo na Goriškem zelo velik problem, celo z torkljo, tako imenovano prešo za oljčno olje. Se je praktično razen tistega šolskega tam majhne oljarne jo sploh nimamo. V primerjavi z koperskim, koliko je Ernest 45, koliko jih imajo na koperskem oljarnem. V Sloveniji praktično je 45. Se pravi, vozite kam? Vse mora stran voziti, Stran Brda ali pa kopersko. Letos je zmagal recimo na našem tekmovanju St. Thomas. In to je ključnega pomena, kaj ne? Hitro Glejte, če hitro isti dan moraš dati v predelavo in če imaš to obrat predelave nekje blizu, je to že stimulans za to, da evo, tu bom peljal kaj zraven, in bo. Če pa vem, da moram preč 100 km stran, pa poleti drug dan spet iskati tisto, pa je to že 400 km. Se pravi, poslovna priložnost morda že sam nakup torkle. To je tisto, kar bi spodbudilo, kar bi spodbudilo za to, da rase okrog tega proizvodnja oljk. Goriško oljkarsko društvo pomaga svojim članom pri dostopu do znanja o primernosti terenov za sajenje oljk, pa o času, načinu sajenja, pa vrsto drugih dejavnosti. Nudite pa tudi same rezultate oziroma sama tekmovanja.
Če se še nekoliko navežemo na prejšnjo temo, govorili smo namreč o tem, kako je lahko tudi torkla poslovna priložnost. Vlado Uršič, vi ste izpostavili, da je tukaj velika težava za pridelovalce v Vipavski dolini. No, Ernest Kante, pravite pa, da že nekaj časa čakate tudi sami, da bi lahko postavili to torklo. Zakaj? No, jaz imam željo, oziroma na to sem se podal že leta 13. Ne, s tem, da bi rad postavil torklo blizu nasada ob hiši, ne, katera bi bila to potem tudi neka turistična zadeva, ne, zaradi ogleda in vsega tega, zaradi tega hočem blizu hiše. Ne, čakam pa papirje že od leta 13, tako da jaz sem že... Kje se je zataknilo? Pri papirjih sprememba namembnosti. Ne, to čakam že na dovoljenje od leta 13, zdaj je že kmetijo prevzel moj sin, kateri je mladi prevzemnik, ne, on ima še zmeraj željo, da bi to postavil, mogoče smo malo bliže, nekaj se govori, da mogoče bojo letos v leto 25 papirji le prišli na dan. Več kot 10 letih. Še zmeraj, dokjer ne bojo v roki, ne more nič reči. Vlada Uršič, izpostavili ste torkla, zakaj? Ker je tako pomemben ta čas, zelo hitro oziroma pohiteti je potrebno po obiranju oljk. Kaj bi pomenila recimo taka torkla na Vipavski dolini? Ogromno bi pomenilo, predvsem zaradi tega, ker mi zmeraj poudarjamo, da je čas od obiranja oljk do tega, da jo transportiramo v oljarno in do predelavo, zelo najbolj pomemben čas. Zaradi tega, ker oljka se pri obiranju poškoduje, začnejo se procesi oksidacije in s tem se začne izgubljati kvaliteta oljčnega olja. Tako da ta trenutek oziroma ta čas je tu zelo, zelo pomemben. Poleg tega pa tudi za proizvajalca je to dosti nižji strošek, kot da moraš peljati na Koprsko v predelavo oljko v oljčno olje. Tako da je to eden izmed pomembnih, ali če ne celo najpomembnejši element v tem, da se pospeši sajenje oljk tudi z postavitvijo oljarne. No, če bi lahko dodal, ne? Tukaj v bistvu transport v Koper moraš imeti prevozno sredstvo, to se mora zrehtati, ne, določen čas, velik napor je. Če bi bila torkla tukaj blizu, bi se sigurno marsikdo odločil še za posaditve, ne, v širši meri, zaradi tega, ker bi sam vedel, da ima predelavo pred nosom praktično blizu. Ja. Kaj pa recimo oljke oziroma plod sam vidi kakšen od vaših članov oziroma od članov Goriškega oljkarskega društva tudi priložnost, ne vem, na področju kozmetike ali pa farmacije? Je to drugotnega pomena? To je pa vprašanje za oljarje. Ker to kozmetika se izdeluje iz ostankov, iz prešernine. Kaj delajo to oljarne s to prešernino? To pred kratkim nismo vedeli, se je bilo prepovedano celo gnojiti z njo. Tukaj je bila na slabem glasu ta prešernina, medtem ko kakšne imajo oni dogovore z kozmetiko ali jih imajo sploh, ne vemo. Vemo pa, da to se dogaja v Španiji, v Italiji, kjer ob oljarnah imajo imajo bazene teh tropin, ki jih potem kozmetika porabi pač za izdelavo določenih kozmetičnih sredstev. No, prejle ste, gospod Kante, omenili tudi vašega sina, se pravi, kako je s tem prevzemom mladih na področju gojenja oljk oziroma na oljkarstvu v Sloveniji oziroma na Primorskem? Če govorimo v globali, v slovenskem merilu, je zelo, zelo malo prevzemnikov, mladih prevzemnikov, skoraj ni. Jaz imam precej srečo glede tega, ker je že od samih mladih nog bil stalno z mano in se je tudi odločil. On je študiral tudi, je agronom praktično in želi peljeti to stvar naprej. Je pa res problem, tudi mi sami, oziroma zdaj on, prevzema oljčnike od starejših v najem, katerih dejansko so bili posajeni, pa nima kdo delati naprej. Na koncu še ena taka malo bolj, ker se tudi bliža čas kosila, omenili smo že, kako lahko nepravilno ali pravzaprav lahko nepravilno uporabljamo oljčno olje. Kaj menita? Nepravilno uporabe po mojem mnenju ni.
oljčno olje se uporablja tudi pri sladicah, ne? Samo ga je treba pravilno uporabiti. To ni stvar, da se sam zaliva z njim levo ali desno, ampak treba pravilno dozirati v pravilnih kombinacijah. Medtem ko nisem se slišal, da bi kdo imel probleme z uporabljanjem olivnega olja. Res ne. Tudi pri cvrenju, recimo, gospod Kante. No, pri cvrenju ni nobenega problema. Včasih so govorili, da je oljčno olje ni za cvrtje. Vsa hrana, katera jo segrevamo, zgublja vitamine, to je res, ne, to je pač kuhanje. Ne, drugače oljčno olje lahko normalno uporabljamo prav pri vsaki jedi, tudi pri cvrtju, zaradi tega, ker v bistvu sončnično olje ima sicer 238 stopinj zgornjo mejo, oljčno olje 219, s tem, ko mi segrevamo recimo v eni ponvi in damo eno meso noter, dokler meso ni narejeno, nam znižuje temperaturo. Ne, s tem se pač kuha cvre. In kadar pride izdelek narejen, nekje doseže maksimalno temperaturo okrog 170. In tako, da nikoli ne pridemo mi do najvišje točke, katera bi bila kritična. Se pravi, najboljše pa je verjetno vseeno hladno stiskano na žlico ali kako? Ja, tako, da tudi najboljši okus, ne, ga čutimo in tu čutimo razliko potem med kvaliteto različnih oljčnih olj. Kvaliteto ne mislim, da je nekatero slabše, pa nekatero boljše, ampak od kjer vrste, kjer sorte je, ne? Kakšna je recimo istrska belica, ki je bolj močna, a ne, bolj močno pograni. Naprimer, ne sodi istrska belica na lepo ribo, ne, ker prevzame okus. A ne, tam je potrebno pač izbrati druge nežnejše sorte, ne, ki samo ribi doda okus, ne pa da ga prevzame. In tako naprej. Ne, to so pa že vprašanja za druge mojstre. Pravijo, da najbolj kvalitetno oljčno olje nastaja na najbolj severnih legah. Bi se strinjali, gospod? No, s tem se ne bi strinjal. Jaz kot degustator v bistvu okušam olje tudi Španije oziroma Italije, ki so lahko tudi izredno dobra. Ne? To je vse od načina predelave, količine predelave in koliko truda vložiš v predelavo. So pa ta olja povsod po svetu draga. Ja, ampak oljčno olje in gojenje oljk vsekakor je lahko poslovna priložnost, bi strnili, gospod Uršič, se strinjate? Ja, na vsak način mi vidimo tu poslovno priložnost. To v društvu stalno poudarjamo, ne, in moram reči, da nekaj učinka tudi je. Včasih je naše društvo zgledalo bolj kot zbor upokojencev, zdaj pa so že mladi vmes, pa prisluhnejo, pa so zainteresirani. Skratka, vidi se, je želja, da bi se na tem področju nekaj naredilo. Predvsem moramo več energije kot do sedaj, oziroma vsaj toliko, uporabiti za to, da jih pravilno usmerimo, da jim pomagamo pri odločitvah, kaj početi. Predvsem za začetek pri izbiri sort, kaj naj sadijo, zato da bodo dosegli optimalno kvaliteto pri temu. In poslovna priložnost za naše okolje je pa tudi to izredno pomembno zaradi izgleda kulturne krajine. Namesto akacij in robide bi bilo lepo videti velike oljčne nasade, za kar imamo čisto vse pogoje, in mislim, da se da na tem področju še ogromno narediti. Je pa potrebno veliko dela, ampak kot pri vsaki stvari, kaj ne? Točno tako. Če dosti truda vložiš, na koncu dobiš enkratni izdelek, meni je najbolj pomembno praktično prav to. Ne? Ni važno, koliko je mater, prej bi rekel, ne, če si na koncu dobiš en dober izdelek in si potrjen s priznanji iz tekmovanj, to ti vzihne vso moralo in nobena stvar ni težka. Najlepša hvala, spoštovana gosta, za pogovor in za obisk v studiu in veliko uspeha še naprej. Hvala. Hvala pa tudi vam, da ste bili danes z nami, in lep dan tudi vam voščim Vanja Terkman. Koraki do uspeha.